pa dejmo. Z mano danes je Teja Jugovic, Kulma Masita, sva na čajčku. V bistvu, čaj stejo, pa s tabo. Povej eno stvar o sebi, ki jo ljudje ne vejo. To je dobro vprašanje. To je res dobro vprašanje, zaradi tega, ker jaz sem pač res odprta knjiga. In meni se zdi, da ljudje res vse vejo o meni. Mogoče bi rekla, da se v bistvu prek svojih sledilcev spoznavam, zato ker mi, naprimer, ne vem, to mi je zdaj ena sledilka mi skozi pošilja, da če sem si šla preveriti, če imam malo ADHD-ja. In potem mogoče je to ena taka zadeva, ko lahko rečem, ko sama zase ne bi pomislila, ampak vedno bolj, ko pa gledam sebe, pa ko mi ona neke videe pošilja, ali ta fokus, ali to, koliko stvari delam, ali koliko ne moram biti primer. Tako da mogoče to, da sem si sama svojo diagnozo postavila. Ti delaš ful veliko stvari, med drugim tudi reklamiraš oziroma promoviraš spolne pripomočke. To, kar delam zato, ker želim delati. To ni tako, da bi jaz pa zdaj, da je pa meni Svet užitka, s katerimi sodelujem, pisal pa rekel, zdaj pa ti govor, da je to dobro. Daleč od tega, jaz sem pač dobila igračko od Janja za darilo in so ljudje to videli v zadnji na moji omarici. In to se je pa tako začelo, ko sem jaz povedala, da je to masažer za vrat. Zaradi tega, ker imam tudi mlade sledilce gora, ne. Smo rekli, da se po 10 uri gledamo. Pa se je pa sodelovanje začelo na podlagi tega. Fora je to, da tudi ta spolni pripomočki, menstruacija, vse te zadeve, o katerih jaz govorim, zelo veliko ljudi je, ki se o tem ne more pogovarjati ali s svojimi starši ali s svojimi prijatelji. Pač zelo imajo take zgodbe, da potem, ko to prebereš, si rečeš, res, meni je to nekaj normalnega, vam je pa tako najbolj bed. In nikogar ankoli ne silam, jaz sam pravim pač, da malo mogoče odpiram oči, pa širim obzorja. Kako bi opisala svoj poklic influencer, pa če ima tebi ta beseda negativen prizvok, s kakšno besedo bi pa ti lahko mogoče nadomestila, če bi sploh jo, ali ti je čisto okej ta beseda? Mislim, jaz uporabljam besedo vplivnež. Vplivnež zaradi tega, ker je res veliko kampanj, je res veliko naročnikov, je res veliko izdelkov, je res veliko promoviranja, ampak hkrati poteka neka nota, saj jaz upam, da pri meni poteka, kaj je nekaj več, kaj dejansko je to poklic, ki ga zelo rada opravljam, mislim zaradi tega, ker lahko samo sebe izražam, res sem lahko versatilna, različna, lahko imam to vlogo, lahko imam ono vlogo, pač jaz rabim zadeve, da se mi dogajajo. Ampak po drugi strani želim imeti pa nek vpliv in želim delati nekaj dobrega in želim v bistvu družbo spreminjati in svojim glasom upam, da sežem malo dlje, kakor samo, da vidijo, zdaj imam pa to kodo, pa ono kodo, pa tretjo kodo. Nikoli nisem imela negativnega prizvoka do te besede, do nikakršnega koli poklica, vsak poklic mi je časti vreden. Je pa res, da ljudje mogoče imajo malo ozko sliko glede vsakega poklica. Jaz pravim, da bi vsak mogel, kadarkoli obsoja, iti v čevlje nekoga drugega, pa to izkusiti, pa bi pol videl, ker poklic influencerja ni enostaven. Pa se bo zdaj najbrž val komentarjev, boga, koliko si ti boga, koliko terneš, ojoj. Ni res, je pa res, da smo psihično vpeti v procese 24/7 in da naš delovnik se ne zaključi ob 3, kakor sem tudi to že delala, ko bo spet od spodaj najbrž, da ti pa nisi tega delala, pa sem. Ampak je ta zadeva zdaj, ko jo delam, veliko bolj stresna in psihično naporna in če tega ne bi rada delala, v življenju ne bi tega delala. Bi zase rekla, da si bolj samotar ali družaben človek? Ne, sem ful družabna. Jaz sem ful družabna. Mislim, zelo rada sem sama sabo, da ne bo pomote. Jaz ful nimam problemov biti sama sabo, moja družba je meni super, grem rada sama na čaj, tako, vse. Ampak sem pa tudi zelo družabna. Danes sem šla z eno sledilko, naprimer, sva šli v hrib, s to, kam je pisala, ko švedsko nekaj govori, pa je rekla, pa gremo mi malo švedsko govor, ko se zdaj švedščino učim, še ena zadeva. Ampak sva šla recimo v hrib, pa jaz pa poznala nisem. Tako da sem zelo, zelo družabna. Kaj te pa najbolj navdihuje v lifeu? Otroci, zaradi tega, ker jaz sem samo sebe čisto na novo spoznala v bistvu, ko sem postala mama. Kakor je to klišejsko. Ne vem, če sem si sicer toliko všeč zelo, kakor sem bila prej pred otrokoma, zaradi tega, ker sem zelo ekstremna mama, bom rekla, zelo preveč skrbna, preveč investirana. Z Janjem ima velikokrat borbe, da sta pač otroka, da preveč dajem, pa ne fizično, ampak tako svoj čas, da pač jih moram malo osamosvojiti, da jih ne smem toliko nase vezati. In sem zelo pod stresom zaradi določenih zadev, kar se tiče otrok, ampak me navdihujejo, zaradi tega, ker dejansko vidim, da odkar imam njiju,
sem sposobna toliko več stvari narediti. In v bistvu me navdihuje to, da več stvari, ki imam, več stvari počnem. In sem kar tako, življenje samo mi je tako, tak navdih. Če bi lahko preživela en dan v telesu katerekoli osebe, kdo bi to bil? Wow. Kakšno dobro vprašanje. Kakšno dobro vprašanje. Pišuka. Tukaj je mogla zdaj kaj tazga reči, veš, navdihujočega, joj, Gandhi, ne vem kaj, ampak po mojem bom ful bedna. Ne, veš, kdo bi bila? To je zdaj res trapast, ampak če si me že vprašala. Na Instagramu je en človek, ki živi z levi. En, ki je skozi živalmi, ki se stiska in objema z njimi. Jaz sem tako res mahnjena na živali. Ampak ne zdaj to, ker recimo, joj, kužet muce, ja, jaz bi rada se s tigri pa z levi objemala, pa z medvedi. A veš, te ljudje, ki grejo, pa so z gorilami, pa to, v njihovem telesu bi rada bila. Res. Dober. Ja, škoda, da ne morem biti. Kdaj se ti je zgodil najbolj nepričakovan izziv v tvoji karieri? Ja, mislim, definitivno je bila to gostilna. Mislim, jaz sem imela službo za nedoločen čas, v Elektro Ljubljana sem bila zaposlena, 5 let sem bila že tam. Bila sem na eni točki, ki sem bila zelo zamorjena, bom rekla. Nisem imela občutka, da je moje delo cenjeno, to, kakor bi lahko bilo. In takrat, ko sem šla v gostilno, se je moje življenje obrnilo tako osebno, kakor poslovno. Ker takrat dejansko sem potem dala odpoved, odprla svoj prostor z Janijem in začela res delati to, kar delava zdaj. Mislim, takrat sva delala, takrat sem šla čisto v neko novo področje meni, a ne. On je bil kuhar prej, on je te zadeve že delal, pa cateringe, pa to, pa sva pa kar naenkrat začela delati rojstnodnevne zabave za otroke, team buildinge, pogostitve, kuhala po centrih, shopping, tako predstavljala pečice. In itak hrana je bila vedno neka moja strast, hrana je še vedno moja strast. In da sem v bistvu s tem delala in samo sebe spoznavala, koliko sem v bistvu sposobna, valjda zaradi tega, ker sem imela njega zraven, ker sem se lahko nanj zanesla, ampak mi je bilo tako, to je bilo definitivno en tak velik preobrat. Od tega se mi zdi, je šlo samo navzgor iz vidika, ker sem bila končno pripravljena samo sebe poslušati in zaradi Janija nekako mi je dal vedeti, da sem ful sposobna. A ne zaradi tega, ker kaj človek sam, se mi zdi, da pač je in dela in se ne sprašuje glih o tem, a je srečen, a mu je to kul, ali bi rad kaj drugega. Pokaj imaš pa nekoga, ki ti pa daje malo tega elana, pa vidiš dejansko, koliko stvari si res sposoben narediti. In vem, da, ne vem, prva zadeva, ki je bila, ko sem mogla narediti 200 kanapejev, mi je tako, kako bom jaz to naredila, Jani, jaz to ne znam, jaz to ne morem. Pa sem pa kar, ne vem, v roku pol leta sem pa delala take stvari, da sem Rusom pripravljala sladice vsakodnevne in ne vem kaj ne. Kaj mi gre pri mojem delu na živce, Jani? Veš, zakaj ti bom povedala, zakaj? Zaradi tega, ker moje delo je meni res top. Pač jaz ne znam povedati, mene ful velikokrat vprašajo, a bi kdaj ugasla na Instagram, a bi kdaj nehala, a bi ne vem kaj. Meni je toliko dobro to delati, ampak na živce mi gre pa on. Zaradi tega, ker jaz imam vedno neke hude ideje. In pol jaz njemu to povem in pol on mene upije z določenimi stvarmi, ki misliš, pa ne moreš to, pa zaradi tega pa to ni izvedljivo, pa ono ni izvedljivo in mi gre ta proces kreganja z njem ful na živce. Ker na koncu itak naredi in na koncu je ful dober. Ampak mora mi ful sva močna karakterja in pač delati skozi skupaj, a ne, pa tudi živeti skupaj je ful težko. Ne vem, jaz imam vedno ene take trapaste ideje. Enkrat sem odbila, zakaj ti ne spohaš lososa? Okay, to ne dela, to se ne dela, pač kdo poha lososa, zakaj se to ne dela? A že bomo vas skusuno, zakaj ne? In pol tudi on naredi nekaj, kar mogoče ne bi naredil in en drugega, kakor si greva na živce, a ne, ker sva res kontre, jaz sem ful realist, pa mora biti to, pa pa tretje, pa vse moram biti poštiman, pa če nimam me stiska, pa sem tesnobna. Ne, pa tako se bo. Ampak če on tako ne bi bil, a ne, bi bila jaz pol skozi in ne bi uživala toliko pri teh stvarih, kakor uživam. Tako da, kakor mi gre na živce, ga imam najbolj rada zaradi tega. Kako se pa spopadaš z dnevi, ko si recimo ful izčrpana, pa nimaš inspiracije, pa moraš pač prižgati kamero pa snemati? Sploh se ne spopadam, zaradi tega, ker jaz prižgem kamero in snemam in se zjokam. Pač jaz tukaj sploh ne fejkam, da zdaj pa bomo posneli tole. Jaz imam krasne naročnike. Jaz imam take naročnike, ki vidijo recimo, kakaj posnamem, pa rečejo, da se ti ne bi bilo treba. Ampak jaz hočem, da mene ljudi vidijo v vsaki luči. Jaz nisem skozi babli, pa vesela, pa jaz imam dneve, jaz se ful zjokam.
pa sem ful smejala, pa bom ful, ne vem, danes se je glih en incident zgodil, ko sem tega že pač sem se prej izlila, pa bom imela cel dan, vem, da bom trpela sama pri sebi in mi bo hudo in tega ne bom skrivala, jaz bom to povedala, bom dala ven. Ta pričakovanja so nekaj najtežjega. A ne, in ljudje potem, ko gledamo zvezdnice in znane osebe, kako so vse lepe, kako so vse nategnjene, bi vsi to radi bili, a ne, se ona je pa lov, zakaj pa jaz ne morem biti. Tudi ona ni, ko se kamera ugasne, a ne. Ja. In zakaj tega ne kažemo več? Zakaj nismo to, ko smo? Ker bi bilo vsem drugim veliko lažje. Pač zvesta sem sami sebi in to bom vedno ostala. In kako vidva ohranjata to iskrico pri vseh stvarih, ki jih oba delata? Midva imava tako srečo, se mi zdi, a ne, to je vedno tako ful, a ne, vedno, ko dobim kakšno tako vprašanje, si pol mislim, o moj bog, a si predstavljaš zdaj, da bi Jan imel kakšno drugo, ali pa kaj, a veš, da si predstavljaš, ne, kaj jaz tukaj ful, a veš, ker velikokrat je kaj takega, da mogoče, da sploh ne vemo, kaj se dogaja nekje drugje, a ne, in jaz vsa lavi dabi, ja, midva imava res srečo, Jani mene res razvaja, po drugi strani bi pa tam, ne vem, jaz nekaj imela, on nekaj imel. A veš, pri njemu je bilo vedno ful všeč, ful se spomnim to, ko sva šla čez mejo prvič, in je on še ni imel izpita za avto, jaz sem ga imela, in je on v bistvu meni, še preden sem prišla na mejo, mi je pripravil pasu še dokumente, da mi jih je dal. In je tako, o moj bog, ti si pa ta prav. Veš, energičen je, eksploziven, naprej razmišlja. V trgovini je on že prej, že zlaga. Tako, ni da mu moram reči stvari, da je, veš, vas je tak je ful je samoiniciativen, ful je brihten, tako izziv mi je in mentalno, fizično mi je itak sploh najlepši moški na svetu. Ampak ja, ta iskrica se mi zdi, da skozi stremiva k nečim več. Nisva zadovoljna, naprimer nekaj narediva in nama ni zdaj tako, ok, zdaj bova pa to delala, ampak vedno iščeva nekaj več. On se skozi konstantno se uči, ful ga zanimajo stvari, jaz tudi, naprimer jaz imam svoje zadeve, a ne, še vedno sva vsak svoja oseba, Ja. ampak sva pa nekako celota, ne znam povedati. In on, naprimer, greva ta snemanja, pa se tam vid, pa pa zdaj se potapljava skupaj. Tako, ne vem, z njem res ful uživam. Ker prej, ko sem bila, sem imela fanta krasnega, ne me narobe razumeti, ampak sem vedno z njem hodila neke stvari delati, kaj je on hotel delati in meni je bilo tako, kamorkoli sva šla, je bilo tako, pa na dopust vedno je bilo nekaj tako, da ni bilo v redu. Z Janijem grem pa lahko, ne vem, sva šla na prvi dopust nekam v Osilnico, v en kraj v Sloveniji, ko sva se zgubila, ko je bila ena menza, pajzel, pa mi je bilo najlepše. Imava ful srečo, bom rekla, ker ni to kar samoumevno. Se mi zdi, da sva se res našla dva človeka, ki je to zavedno. Bog pomagi, da ima zdaj Jani kaj v zadnji, ne, kapo je to res tako. Ja, ni boš zate, da nimaš. Mislim. Kaj je bila najbolj zlobna govorica, ki te je prizadela o tebi? Mene prizadene stvar, ki je rečena o meni in potem pride do mojih staršev, recimo. In vidim moje starše, koliko jih to prizadene. Ko vidim, da jim ni vseeno, a ne. Moj oče še posebej je zelo tako, vzgojil me je v neko načelno punco z nekimi, ne vem, se mi zdi, da potem, a ne, doživljaš to kot neko razočaranje, da je pač razočaran na tabo. Pa čeprav niso stvari resnične, ampak pač oni ne razumejo tega, tako kot razumemo mi, mlajši, bom rekla. Ali pa, naprimer, da je slučajno karkoli od mojih otrok. Ali pa od Janija. Ko se te govorice širijo, tisti človek, ki jih širi, ne pomisli na to, da je šel ta in njegov starejši sin v prvoletnik srednje šole, da sta moja dva otroka šla v prvi, četrti razred, da jih bojo tam, a razumeš, bombardirali s temi zadevami, mogoče neki primitivni starši, ki tudi ne bojo vedeli spet, kaj je ozadje, kako je ozadje. Tukaj je taka dolga zgodba ozadje, da to nisem to, Jani je gej, ta je hodil na liposukcijo. Ne. Kaj se ti zdi pri mentaliteti Slovencev najbolj narobe? Kaj te najbolj moti? Ozkoglednost in ta nastrojenost in predvsem to jaz bi pa tudi imel, ampak nam pa nič naredil za to. Samo tam bom gledal, koliko ima on, pa koliko ima on, pa koliko ima on in to je to. Ne bom se pa premaknil. Čakal bom, da bo vse padalo. In to me ful moti. Pa tudi to, da se mi res zdi, da ne sprejemamo. Pač, da ne sprejemamo drugačnosti, da ne vem, da se te stvari ful počasi premikajo. Daj zgodbo poglej v zadnji. Vsak človek ima neko zgodbo, vsaka stvar ima neko zgodbo. Daj ne bi toliko. Tvoj nasvet za vse mlajše ljudi, ki hoče biti uspešen influencer, kako začeti?
Jaz tukaj ful nisem pravi naslov. Zaradi tega, ker jaz sem v bistvu bila v to nekako spontano vržena. Nisem šla nikoli z namenom, da bom to delala. A ne? Jaz sem pač se malo snemala, bila sem na porodniški, malo mi je bilo luštno, malo mi je bilo dolgčas, poznavala sem se z Instagramom in potem je to ratalo. In se mi zdi, da taka zgodba zdaj ne more več ratati. Ker zdaj nas je toliko velik, da jaz ne morem samo na svete reči, ti se sem snemi, pa bo. Jaz mislim, da te časi so minili, da nas je čist preveč, da to vedno znova prihaja, ampak bom dala na svet ne samo, kar se tiče influencerstva, ampak kar se tiče vsakega poklica novega, ki se ga človek loti. Bodi zvest samemu sebi in delaj to iz pravih razlogov. Ne imeti vedno v zadnji, tam bom pa toliko zaslužil, pa tam bom imel pa to boniteto, pa uno boniteto, pa malce pa to. Ne misliti, da ti je kar vse takoj podarjeno. Dajte delati, dajte poprijeti za karkoli, dajte se naučiti, ne samo tole, pa tole. In tudi to, kar jaz delam, a ne velikokrat dobim očitek, da ti si skozi na telefonu. Sploh ni res. Sploh ni res. Jaz delam vse, potem je pa tukaj še to. Naj vam to ne bo kor, naj vam bo to nekaj dodatnega, ko boste pač delali z vidika, da se boste izobraževali, da vam bo zanimivo, a ne, da boste vi pristopili mogoče do podjetij, da boste kontaktirali, a ne, ker zdaj ba jaz se sploh maila ne zna več napisati. Ne vem, to, da pač si malo samoiniciativen, da probaš. Hvala, ker si prišla. Hvala tebi.